Več kot 180 ustvarjalcev iz 16 držav na več kot 20 lokacijah v Kranju razstavlja v okviru enega največjih dogodkov likovnih umetnosti v srednjeevropskem prostoru na 5. mednarodnem festivalu likovnih umetnosti. Letošnja tematika festivala sta digitalna podoba in klasična slika. Vsak se influira na svoj način. Zakaj influira? V tem smislu okuži ga, bom rekel, nekaj, kar je v prostoru prisotno. To se pravi, digitalno je zdaj v prostoru zelo prisotno in na nek način se prenaša kot neka iskrica tudi v ustvarjalni, bom rekel, kreativni namir ateljejev. In tam doživi nekoliko nov preobrazbo, kjer so, bom rekel, elementi te digitalne prakse lahko z minimalnimi zadevami vnešeni kot neka motnja v času, ali pa celo kot likovna kvaliteta. Ker vemo, da bom rekel, bazični likovni nagovor je sestavljen iz črte, pike in ploskve. In to je to. In iz tega se lahko formulira marsikaj. Festival je razprostrl pahljačo različnih likovnih praks in jih povezal v enovito predstavitev vpliva digitalne dobe na klasično modernistično sliko, kip, fotografijo, instalacijo, video, modno oblikovanje in prostorske intervencije. To so odzivi današnjega časa. Seveda ne moramo pričakovati, da bomo videli tu popolnoma klasične podobe, seveda v konotaciji novega medija, ampak so to predvsem dober splet in preplet vseh teh učinkov, ki so seveda vsak dan prisotni v našem življenju, in mislim, da so seveda avtorji zelo senzibilni in seveda avtorji oziroma umetniki vedno prehitevajo čas in vidijo mnogo pred nami. Digitalizacija je svojo močjo tako posegla tudi v likovni medij, zato se morajo likovniki s tem soočiti in jo uporabiti v svoji likovni praksi oziroma formi. Danes vsi vemo, da obstaja neke vrste teror interneta, telekomunikacijskih sistemov, povezovanja, tehnologije, računalništvo. Vse to pritiska na umetnika. Umetnik je pa tenka struna, ki poje ob lahnih sapicah, kaj šele ob viharjih, kot so globalizacija, begunci, vojne, vse te ekološke katastrofe. To se pravi, začuti vse to in vse to se potem tudi z orodji in pa z likovnimi pripomočki prenaša na platna, na druge vrste materialov. Nekateri umetniki so digitalno podobo in klasično sliko prepletli na unikaten način, zato so za svoje delo prejeli nagrado Zveze društev slovenskih likovnih ustvarjalcev. Ne gre, bom rekel, za lokalno prireditev, gre za mednarodno prireditev. To se je pokazalo tudi, bom rekel, pri nagradah, kajti največ nagrad bo tokrat odšlo v Avstrijo. Zgleda, da so se, bom rekel, v tehnološkem smislu mogoče še celo malo naprej od nas, ampak ne pomeni lih prav v izrazu, ampak tokrat so se za to prireditev, zgleda, Avstrijci izredno potrudili. Moram reči, da je bilo naše delo žirije zelo težko, kajti med tako kvalitetnimi deli vseh avtorjev je bilo zelo težko izbrati to število nagrad, ki v bistvu ni tako majhno, ampak kljub temu je bila odločitev zelo težka, kajti tako strukture mednarodnih udeležencev kot tudi slovenskih so zelo dobro ujele ta naslov in zelo inovativno in zelo precizno so dejansko predstavili ta svoja dela v teh različnih medijih in seveda veseli me predvsem to, da je tudi ta klasična slika dobila svojo vlogo v tem digitalnem času. Vpliv digitalizacije kaže, da slika še vedno živi in bo živela tudi ob nastanku drugih novitet. Novosti jo bodo samo še povzdignile, da se bo razvijala, nadgrajevala in vključila v svoj pripovedni cikel.